V Kostanjeviški galeriji Božidar Jankac se 4 mesece po slavnostnem odprtju počasi poslavlja razstava z naslovom Odmaknjeni pogled, nova stvarnost in realizmi v srednji Evropi. Izrazito mednarodno zasnovana in posledično logistično izjemno zahtevna razstava slik, grafik, fotografij in skulptur, ki so jo v Muzeju sodobne in moderne umetnosti snovali več let, predstavlja največji projekt v 50-letni zgodovini delovanja galerije. Na razstavi je okrog 200 del, plus ogromno del smo pustili na njihovih mestih, na stalnih postavitvah Galerije Božidar Jakac. Namreč Galerija Božidar Jakac v svoji osnovi temelji na zbirkah iz 20. in 30. let 20. stoletja. Tako da umetniki, kot so France Kralj, Tone Kralj, Nande Vidmar, Božidar Jakac so nekako v bistvu zastavonoše umetnosti v tem obdobju. Tako da smo pravzaprav njihova dela, ki so na stalnih zbirkah, pustili na mesto in potem dodatno seveda postavili tu razstavo s 200 deli, kjer pa seveda smo sodelovali z mnogimi muzeji, tako slovenskimi kot mednarodnimi. Vse skupaj je bilo okrog 25 ustanov je bilo nekako povezanih v ta projekt, od tega 12 iz mednarodnega prostora. In v bistvu to je v bistvu srž potem te logistike, ampak to smo morali narediti, če smo hoteli pravzaprav narediti to razstavo mednarodno. Mednarodno smo jo pa želeli narediti čist iz tega, idejnega vzgiba, ker smo ugotovili, da se umetnostna zgodovina vse preveč pogosto piše znotraj nacionalnih okvirov. Kar mogoče botruje nekoliko popačeni ali izkrivljeni podobi realnega stanja tistega časa, pojasnjuje ob direktorju galerije Goranu Milovanoviću sokustos razstave, v pripravo katere je bil tesno vpet celoten kolektiv Kostanjeviškega muzeja. Prvo, v 20. in 30. letih je državna tvorba bila drugačna, kot je danes. Ozemlje današnje Slovenije je bilo v 1/3 v Italiji, v 2/3 v Jugoslaviji. Umetniki pa so v bistvu delovali izrazito mednarodno, tako kot mnogi umetniki to tudi danes počnejo. In v bistvu so te neke povezave, evropske povezave, tudi v slovenskem prostoru zelo pomembne. Tako da je recimo na tej razstavi, v srednjem delu razstave imamo približno polovico umetnikov iz Slovenije in drugo polovico umetnikov iz 8 dodatnih držav, recimo tega širšega srednjeevropskega prostora, ki poskušajo pravzaprav komunicirati. In tu se v bistvu ta zanimiva zgodba zgodi. Večkrat, ko imamo vodstva, ljudje opazijo ali pa tudi sam poudarim, da če bi podnapise vzeli stran, mi ne bi mogli vedeti, iz katere države pravzaprav ta umetnik prihaja. Ker nenazadnje tudi pred 100 leti se je že kar uveljavila ta neka globalizacija in so podobne tendence, podobni trendi bili prisotni tako v Nemčiji kot v Bolgariji ali pa v Sloveniji. Razstava Odmaknjeni pogled, ki je logično nadaljevanje 2 v minulih letih pripravljenih mednarodnih razstav z naslovoma Obrazi ekspresionizma in vezi, se osredotoča na zgodovinsko obdobje, ko se v srednjeevropski vizualni umetnosti namesto prej prevladujočega ekspresionizma uveljavi slog nove stvarnosti oziroma novega realizma. Razstava je zamejena z letnicami. Ena je 1925, druga je 1933. Tu vmes, v tem intervalu je nastalo največ del, ki so na tej razstavi predstavljena. In vprašanje se seveda prvenstveno pojavlja. Prvo, kaj se je zgodilo leta 1925 oziroma kaj se je zgodilo po prvi svetovni vojni, da se je umetnost spremenila do te mere. Namreč, če gledamo tako zelo na hitro, zgodovina umetnosti je po pojavu fotografije likovna umetnost zelo hitro začela iskati nove oblike izražanja. Zaradi tega, ker realistična reprezentacija
je bila mnogo bolj narejena s fotografijo kot s sliko. Ne. Skratka, slikarstvo ni moglo več tekmovati s temi novimi mediji. Ne. In takrat se je potem nekako počasi razvije impresionizem, pa potem se razvije postimpresionizem, v Srednji Evropi je bil zelo močen ekspresionizem, tam v začetku 20. stoletja. Vse to so neka umetniška gibanja, ki temeljijo na, bom rekel, zelo bolj abstrahirani podobi, pa na subjektivnosti, ne, na velike emocij. In potem se po prvi svetovni vojni pojavi povratek v realizem. Ne. Tudi slika postane nazaj realistična, ne. Posnema principe renesanse ali pa neoklasicizma iz 19. stoletja. In to vprašanje se v bistvu umetnostni zgodovinarji ves čas poraja, ne, kaj je pravzaprav pripeljalo do tega. Ne. Povsem decidiranega odgovora na omenjeno vprašanje o prelomu, ki se zrcali v takratni umetniški produkciji, umetnostni zgodovinarji nimajo, a gre, kot pojasnjuje višji kustos v Kostanjeviški galeriji, gotovo za preplet mnogih dejavnikov, ki so logična reakcija na dogajanje v družbi in odraz duha časa. Prva svetovna vojna je bil tak prelom v družbi, da se je pravzaprav od leta 1914 do 1918 tudi umetnost v veliki meri spremenila. Danes mogoče je najbolj verjetna razlaga tega, da je pravzaprav se pojavila neka ideja povratka k redu v družbi in posledično v umetnosti in v vizualni kulturi. Povratek k redu pa zaradi tega, ker je vojna vedno en velik nered, ne, in sploh ta srednjeevropski prostor, bivša Avstro-Ogrska, bivši nemški imperij, ki sta bili poraženki prve svetovne vojne, so se znašli v eni krizi identitete v tem času. Ne. Ampak nenazadnje realizmi se pa pojavijo vse povsod približno istočasno, ne, tam ob koncu prve svetovne vojne. Bodisi je to Francija, Italija, pač Nemčija in ta srednjeevropski prostor ali pa ZDA. Ne. V bistvu je prišla do izraza potreba po objektivnosti. Da bi torej stanje ali stvari prikazali takšne, kot so, brez emocionalnih primesi, kot jih je denimo zagovarjal ekspresionizem. In v bistvu ta objektivnost je bila takrat dojeta kot recimo družbeno angažirana. Ne. In skratka, ta realizem ne gre zgolj za neke plehke ali pa popolnoma banalne reprezentacije vsakdanje stvarnosti, zelo pogosto imajo te slike eno malo bolj poglobljeno sporočilo, ne, ki tiči bodisi v novih oblikah samoreprezentacije, modernizaciji, industrializaciji, v tej neki ideji napredka in želji, kako bi v bistvu ustvarili nov svet za novega človeka. Ne. Slogovni preobrat ob vstopu v moderno dobo, ki jo ob burni družbeno-politični in sila slabi ekonomski situaciji v opustošeni Evropi med drugim zaznamuje vznik novih medijev, razvoj množične kulture in vera v tehnološki napredek, je hkrati tudi posledica želje umetnikov po odmiku od prej prevladujoče abstraktne umetniške prakse. To pa vsekakor, ne, to je pa mogoče tudi nekaj, kar ni za zanemariti. Ko se generacije umetnikov obračajo oziroma menjajo, zelo pogosto pride do nasprotovanja. Ne? In v bistvu generacija, ki pride za ekspresionizmom, poskuša vzpostaviti diametralno nasprotno estetiko. Ampak kaj je pa tudi zanimivo pri vsem skupaj, pa je to, da so določeni umetniki, ki so začeli kot ekspresionisti, zelo hitro postali tudi klasicisti, ne, so se podali v novo stvarnost ali pa recimo temu neko vrsto novega realizma, ne, če temu tako rečemo, v bolj splošnem. Za obisk izjemne razstave Odmaknjeni pogled v velikem razstavišču ali ogled pod vodstvom kustosa imajo ljubitelji umetnosti sicer na voljo le še dober teden dni. Zaključna vodenja po dosedaj največjem projektu Kostanjeviškega muzeja sodobne in moderne umetnosti se bodo namreč odvila v nedeljo 23. marca.